Spoštovane dame, spoštovani gospodje, cenjeni ugledni gostje, dobrodošli na slavnostni seji Senata Univerze v Ljubljani. Ob tej priložnosti še posebej pozdravljam prisotne. Predsednika Državnega zbora dr. Milana Brgleza, predsednika Državnega sveta Mitjo Brvarja, predsednika Ustavnega sodišča magistra Miroslava Mozetiča, predsednika Vrhovnega sodišča Branka Maslešo. Lepo pozdravljam tudi nekdanja predsednika države, dr. Danila Türka in Milana Kučana, predsednika Slovenske akademije znanosti in umetnosti, profesorja dr. Tadeja Bajda, direktorja Agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, dr. Jozefa Grkeša, ministrice in ministra, dr. Stanko Setnikar-Cankar, magistro Julijano Vizjak-Mlakar, dr. Anjo Kopač-Mrak in Gorazda Žvalca. Pozdravljam tudi župana mestne občine Ljubljana, Zorana Jankoviča, nadškofa metropolita Stanislava Zoreta, rektorja Univerz v Novi Gorici in Zagrebu, profesorja dr. Danila Zavrtanika in profesorja dr. Damirja Borasa, predsednika Gospodarske zbornice Slovenije in člana upravnega odbora Univerze v Ljubljani, magistra Sama Hribarja Miliča, direktorja Inštituta Jožef Stefan, profesorja dr. Jadrana Lenarčiča, direktorja Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti dr. Ota Lutarja in direktorico Nacionalnega inštituta za biologijo dr. Tamaro Lah-Turanšek. Veseli nas, da ste se odzvali vabilu na praznovanje tedna Univerze v Ljubljani, v katerem se spominjamo začetkov njenega delovanja. Na uspehe Univerze v Ljubljani v vsem tem času smo izjemno ponosni, zato že leta podeljujemo častne nazive, plakete in priznanja tistim, s pomočjo katerih je Univerza v Ljubljani boljša univerza. Prosim profesorja dr. Ivana Svetlika, rektorja Univerze v Ljubljani, za uvodne besede. Kljub svoji mladosti, univerza izkazuje svojo trdnost, zrelost in osrednje mesto v slovenskem prostoru na področju umetnosti, raziskovanja in visokošolskega izobraževanja. Nastala je na pogorišču Avstro-Ogrske monarhije, preživela je v Jugoslaviji in sedaj deluje v dobrobit Slovenije. Celotno obdobje njenega delovanja je bila središče in vir krepitve intelektualne moči slovenskega naroda. Bila je in ostaja nepogrešljiv dejavnik kulturnega in gospodarskega razvoja. Preteklo leto vodenja univerze utrjuje moje prepričanje, da so zmožnosti zaposlenih raziskovalcev in učiteljev, pa tudi naših študentov in diplomantov, mnogo večje, kot se kaže na prvi pogled in kot jih je okolje sposobno sprejemati. Zato, ne glede na skromno javno financiranje, na Univerzi v Ljubljani sprejemamo ukrepe za dvig kakovosti izobraževanja, za pospešitev raziskovanja in za intenzivnejše povezovanje z mednarodno znanstveno skupnostjo. Posebej organiziramo znanje, ki ima razvojni potencial, z željo, da bi ga ponudili gospodarskim in negospodarskim organizacijam, ter tako odgovorno upravljali tudi svoje razvojno poslanstvo. Enako pomembno kot povezovanje v mednarodnem prostoru se nam zdi sodelovanje doma. Menimo, da je za uspeh slovenske znanstvene skupnosti in za razvojni preboj Slovenije ključna koncentracija znanja in znanstvenih referenc na posameznih področjih. Zato predlagamo drugim univerzam in inštitutom, da poiščemo oblike sodelovanja, ki nas bodo okrepile za spoprijemanje z izzivi v domačem in seveda tudi v mednarodnem prostoru.
Spoštovani predstavniki javnega življenja in gospodarstva, najbrž so bili pred nami doslej le redko večji razvojni izzivi, ki ne izhajajo zgolj iz dolgotrajne gospodarske krize, temveč predvsem iz intenzivne globalizacije ter koncentracije gospodarske, politične in intelektualne moči v svetu. Verjetno pa tudi še ni bila pripravljenost in zmožnost znanstveno-raziskovalnega področja univerz in inštitutov, da se ustvarjalnost poprimejo s temi izzivi nikoli doslej večja. Počaščeni smo z vašo udeležbo na tej slovesnosti, ki jo razumemo kot načelno podporo našim prizadevanjem. Zato tudi pričakujemo, da v znanosti in umetnosti, v raziskovanju in visokošolskem izobraževanju prepoznate za državo prepotreben razvojni naboj, tudi ko gre za delitev omejenih javnih in evropskih virov. Mi bomo opravili svoj del posla, dajte nam priložnost in možnosti, da ga opravimo tudi v dobrobit Slovenije. Hvala lepa. Spoštovani rektor Univerze v Ljubljani, spoštovani visoki gostje, kolegice in kolegi. V čast mi je, da vas lahko kot predsednik Državnega zbora pozdravim na tem dogodku v čudoviti dvorani Univerze v Ljubljani. Univerza v Ljubljani je ne samo največja slovenska univerza, ampak tudi doma in na tujem najbolj poznana. Združuje 26 fakultet in akademij, ves čas svojega obstoja pa je veliko prispevala k razvoju znanosti na Slovenski. Zato še danes, ko že dolgo ni več edina slovenska univerza, nosi pečat prav posebne odgovornosti do znanosti in raziskovanja v slovenskem prostoru in širše. In tudi zato imajo priznanja, ki vam jih bodo danes izročena, v slovenskem mednarodnem znanstvenem raziskovalnem prostoru prav posebno mesto. Univerza v Ljubljani, ki letos praznuje častitljivo 95-letnico, svoje poslanstvo razume v nosilstvu temeljnega, aplikativnega in razvojnega raziskovanja in prizadevanju za doseganje najvišje odličnosti in kakovosti, izpolnjevanju etičnih meril ter skrbi za utrjevanje nacionalne samobitnosti, posebej z razvojem slovenske znanstveno-strokovne terminologije. Na podlagi teh parcialnih ciljev je jasen namen Univerze v Ljubljani, ki želi do leta 2020 postati prepoznana, mednarodno odprta in znanstveno odlična raziskovalna univerza, ki bo ustvarjalno prispevala k kakovosti življenja. Da, raziskovalna univerza. Univerza, na kateri bo raziskovanje šlo roko v roki s pedagoškim procesom. To je ključni del vsake sodobne univerze in zato ga velja okrepiti ter narediti še boljše. To, da je slovenski visokošolski prostor kakovosten, slišimo pogosto. A kljub temu, to ne sme biti razlog, da ga ne bi še izboljševali. Tu imajo ključno vlogo država in univerze ter znanstveno-raziskovalni inštituti, ki morajo skupaj in drug z drugim delati na tem, da se univerza, ki izboljšuje tako pedagoški proces kot znanstveno-raziskovalno delo. Slovenija je tu na dobri poti. A kljub relativno pomembnim trendom glede rasti vlaganj v raziskave in razvoj ter povečanje števila zaposlenih, z grenkobo ugotavljam, da je država v času izbruha gospodarske krize začela zmanjševati sredstva namenjena za visoko šolstvo. Ta trend ni samo zaskrbljujoč, ampak je lahko dolgoročno tudi poguben za kakovost in razvoj visokošolskega izobraževanja, znanstveno-raziskovalnega dela ter inovacij. Struktura visokega šolstva namreč taka, da se učinki posegov vanjo kaže v najboljšem primeru šele čez 5 do 10 let. A čez nekaj let bo prepozno, da bi lahko zadeve obrnili na bolje. Zato bi želel, da bi se v naši državi okrepili tisti glasovi, ki poudarjajo pomen izobrazbe, saj je ta še kako pomembna za ustvarjanje blaginje vsega prebivalstva. Brez da bi danes vlagali visoko šolstvo, težko pričakujemo, da bo naša družba napredovala, se razvijala in bila enakopraven del sodobne mednarodne skupnosti. Odgovornost za kakovostno izobraževanje in raziskovanje ni samo na plečih države, ampak tudi v rokah univerz. Tu smo vsi skupaj še premalo storili, predvsem, če se ozremo na vprašanje internacionalizacije visokega šolstva. Kljub nekaterim pomembnim korakom nam manjka drznosti. Za nekatere internacionalizacija ne bodi ga treba, ki jo je treba administrativno ustavljati že znotraj univerze, da ne omenim države, za druge češnjo na vrhu torte, za tretje možnost dodatnega zaslužka in s tem morda preživeti.
Osebno menim, da internacionalizacija visokega šolstva ni več izbira, ampak nujnost. Če želimo biti uspešni, se moramo odpreti. Tako glede raziskovalk in raziskovalcev, ter pedagogi in pedagogov, kot glede študentov in študentov. S tem ne bomo samo razširili svoje vedenje in znanje, ampak bomo lastno znanje tudi bogatili znanje drugih. Skupaj bomo tako hitreje prišli do pomembnih znanstvenih spoznanj, ki bodo uporabna tudi za dvig blaginje sodobne mednarodne skupnosti. Spoštovani. Pridobivanje znanja je temeljno vodilo človeške civilizacije. Brez tega namreč ni bilo vseh dosežkov, ki smo jih razvili v zadnjih 3000 letih. Danes je sicer tudi univerza zaradi posledic še trajajoče gospodarske in finančne krize v vrtincu različnih pogledov, tudi pritisko in pričakovanj, a verjamem in želim, da boste uspešno previhali trenutne viharje in še bolj okrepili mesto univerze v Ljubljani, doma in tujem. Čestitke vsem nagrajencem in vivat Akademija et vivat membra Belit. Najlepša hvala, dr. Brglez. V naslednjih minutah prisluhnimo še današnjemu slavnostnemu govorcu. Ukvarja se z nanotehnologijo in uporabo nanomaterialov. V Sloveniji je upeljal nova področja femtosekundne spektroskopije, eksperimentalne raziskave fulerinov in visokotemperaturnih superprevodnikov, nanoelektroniko in molekularno elektroniko. Je prejemnik nagrade sklada Borisa Kidriča, Zoisove nagrade za vrhunske znanstvene dosežke in prvi prejemnik subvencije Evropskega raziskovalnega sveta za priznanje raziskovalce iz Slovenije. Predsednik znanstvenega sveta Inštituta Jožef Stefan in profesor na Fakulteti za matematiko in fiziko, dr. Dragan Mihaljovič, izvolite, beseda je vaša. Spoštovani gospod Viktor, spoštovani cenjeni gostje, spoštovani nagrajenci, spoštovani dame in gospodje. Navadno je v takih priložnostih na začetku izpostaviti uspešne univerze, preteklosti nekaj v zgodovini, ampak dovolite bom jaz malce bolj izzvalen in se usmeril v prihodnost. Pa se bom posvetil zgolj enemu vidiku bližnje prihodnosti, ki čaka v drugo razpravo, ampak tudi našo univerzo. Študenti, ki so trenutno upisani na našo univerzo, lahko pričakujemo, da bodo živeli krepko v naslednjem stoletju. Če verjeti znanstvenikom iz univerze v Cambridgeu, morda celo v naslednjem tisočletju. Če tega ne verjamete, če kakšen biokemik med vami, ki tega ne verjame, da ima priložnost dokazati, da je to nemogoče, saj je MIT razpisal različno nagrado pred 10 leti tistemu, ki pokaže, da je to nemogoče. Obstaja pa je boljša nagrada za tistemu, ki to seveda uspe. Edino ne vem, kdaj bo ta podeljen, če bomo živeli 1000 let. Ali pa recimo, če ste skeptični, pa ste bolj eksperimentalne narave, poskusite svojemu hišnemu ljubljičku dati rapamicin in lahko pričakujete, da bo podaljšal življenje za 10 let. Želim poudariti, da je v času ustanovitve Ljubljanske univerze bila povprečna pričakovana življenjska doba 32 let. Danes je 72, to je svetovno povprečje, kar je več kot dvakrat toliko. Torej, ta podvojitev niti ni tako nenavadna. Predvsem ob tem se lahko tudi razmislimo, kakšna je uporabnost znanja, ki danes ex katedra dajemo svojim študentom. Sedajni izobraževalni sistem je korenina v času reform, ki je vedla Marija Terezija, v času razsvetljenstva. Če malo pomislimo, hitro postane jasno, da učimo študente za svet, ki ne obstaja več. Raziskava univerze v Oxfordu ocenjuje, da bo skoraj polovica poklicev, za katere danes poučujemo, popolnoma izginila, ko bodo prišli v srednja leta. No, kot ponujena možnost je seveda že nekaj časa spletno izobraževanje, neka prelomna ideja, ki naj bi omogočila poceni dostopno izobraževanje v prihodnosti. Veliko univerz se je tega lotilo, med njimi tudi vrhunske, MIT, Stanford, Oxford, Cambridge in tako naprej, ampak ta ideja se zdi dobra, dokler ne se ne pozanimamo, koliko študentov dejansko konča tak študij. Izkaže se po študiji univerze v Pennsylvaniji, da je globalno približno
In še to niso tisti, kateri želimo doseči, ampak so ljudje, ki že imajo nekakšno visokošolsko izobrazbo in zgolj dopolnjujejo z dodatnim študijem. Torej, očitno obstajajo tudi izjemni, naprimer Open University v Veliki Britaniji, ampak tam ni poceni, se stane približno enako kot normalni študij v normalni univerzi. Torej, očitno ni nekih bližnic. No, malo hodomušno bi omenil, kako priti do nove motivirane oblike skupinskega učenja. V 50. letih prejšnjega stoletja je Arthur Samuel hotel računalnik naučiti igrati šah, oziroma damo. Najprej poskušal standardnim postopkom učenja, iz katedra jih naučil pravila igre in pričakoval, da bodo z njimi igrali, seveda je z njim zmagal. Potem se je domislil, da bi mogoče bilo bolje, če bi računalnik sprogramiral tako, da bi se učil iz igre in ga prepustil samem sebi, to se pravi, da igra sam seboj. Rezultat je seveda znan, to je rojstvo umetne inteligence in danes seveda tak računalniški program zlahka premaga svetovnega velemojstra v šahu. Kako daleč je prišla umetna inteligenca, pove nagrada X-Prize konference TED, ki je namenjena sodobnemu Turingovemu testu, ki bo prejel prvi računalniški program, ki bo ustvaril tako zanimiv govor, da bo požel stoječe ovacije občinstva. Ziste, da še nismo dojeli pravzaprav, da bi morali enake postopke učenja, raziskovalnega učenja, kot uspešno uporabljajo računalniki, uporabljati tudi za poučevanje ljudi. Če pomislimo, avtomobili, ki samodejno vozijo, uporabljajo to metodo, zakaj ne bi tudi med študenti. Ključ do uspeha pri izobraževanju je motivacija. Tukaj bi izpeljal omeniti profesorja Sugata Mitra iz Univerze v Newcastlu, ki je v svojem stalnem poskusu Hole and Wall nepismenim otrokom v indijskih slamih inštaliral Windows računalnike. Ugotovil je, da pomankanje angleščine oziroma neobstoječa angleščina ni bila ovira, da ne bi v nekaj mesecih 10-letni nepismeni otroci dobro obvladali, tako internet kot vse Windows programe, ki so bile razpolagati. Želeli so se nekoliko hitrejšega računalnika. Podoben eksperiment izvedel z učbenikom biokemije, ki je upeljal v podeželni Indiji, univerzitetni učbenik, dijakom 11-letnikom povedal, da je to zelo pomembno in da si malo gleda v teh mesecih je gotovo, da so dobro razumeli, da napake v replikaciji DNK vodijo do bolezni. Hitro postane jasno, da ta starovodni ex-katedra način poučevanja nekako ni več moderen svet. In prihodnost izobraževanja je očitno v nenehnem raziskovanju. Pa naj se zdaj vrnem k izzivom naše univerze. Na prvi pogled bi rekli, da je pravzaprav smo relativno dobro uvrščamo v svetovne lestvice, saj smo nekaj zgodnjih 3% na večini lestvic, če upospevamo gre za univerzo, ki ima za nekaj milijonov ljudi, to dejansko ni slabo. Težava pa je v tem, da imajo države kot Kitajska in Indija še kakšna na tisoče univerz z dvomilionskim zavedjem, ki se ravno tako zelo uspešno in hitro prilagajajo svetovnim izzivom modernega sveta. Očitno je, da če se ne bomo znali pritegniti študentov malo širše, kot je to dvomilijonsko zavedje, bomo to bitko izgubili. Naj mi spomnim, da se sestavljeni kazalnik raziskovalne odličnosti, kot ga opredeljuje Evropska komisija. In sicer, delež posto citiranih objav v vseh publikacijah, število vrhunskih znanstvenih univerz in javnih raziskovalnih organizacij na milijon prebivalcev, število patentnih prijav na milijon prebivalcev in skupna vrednost subvencij Evropskega raziskovalnega sveta. Če upoštevamo te kazalnike, pa dejansko nismo tako dobri. Največja težava je, da še vedno trenutni sistem sistematično ne spodbuja niti zares ne nagraduje domiselnosti in logičnosti. Sprejemanje odločitev na univerzi tako in tudi pri financiranju raziskav pogosto temelji na najnižjem skupnem
prebivalcem, pa zatira ustvarjalnost in omogoča odličnost in odbija ambicioznost. V preteklosti so marsikateri naši najboljši znanstveniki in intelektualci od Primoža Trumbarja do Fridrika Pregla zapustili Slovenijo, predvsem zato, ker jim delovno okolje ni bilo dovolj stimulativno. Čas je, da se s tem spopada. V okviru ERC, Evropskega raziskovalnega sveta, poteka tukaj obširna razprava o nizki stopnji uspešnosti nagrad ERC v novih državnih članicah, še posebej v vzhodni in srednji Evropi. ERC odločno zavrača vse poskuse, da bi te države obravnavali posebej, kar tudi močno podpira. Namesto tega priporočajo, da sredstva iz strukturnih skladov namesto za nekoristne projekte, kot po njihovih besedah, uporabljamo za izgradnjo konkurenčne raziskovalne infrastrukture in raziskovalne okolje. Nažalost, v zadnji leta priča dokaj pričujočem političnem prizorišču, pri katerem se pravzaprav žal ne zmeni z razvojne potrebe države, še posebej ne za potrebe izobraževalnih in raziskovalnih ustanov. Vedno se nekako pušča za boljše časte. Nekateri ekonomisti pravijo, da moramo v času krize hitro zagnati gospodarstvo z nekakšnim medilom rešitve iz začetka prejšnjega stoletja. Ta rešitev bi nam sicer pripeljala še več tranzitnih tovornjakov, mogoče še kakšnega novega tajkuna, ampak popolnoma zanemarja razvoj človeških virov kot multiplikativni faktor pri razvoju gospodarstva. Naprednejše države Skandinavije recimo so se naučili, da je gospodarstvo, ki temelji na znanju, prioriteta in ga je mogoče zgraditi le tako, da nenehno in premišljeno posvečajo pozornost tehnološkemu razvoju, ne glede na to, ali so v krizi ali izven. Pa še to, OECD je jasno pokazal, da je razpoložljivost usposobljene delovne sile privabi tuje naložbe visokotehnoloških podjetij, veliko bolj kot nizki davki, slednje pa je tako. Na koncu še eno misel, še bolj konkretno, glede integracije komplementarnih visokošolskih ustanov. Poleg dvojezičnega izobraževanja, kot ga na primer poznajo na najboljših svetovnih univerzah in naravne univerze, sistematična internacionalizacija bistvenega pomena za konkurenčnost. Napredka ni mogoče doseči brez mednarodnih primerjav in to posameznih fakultet in kateder in strategije zaposlovanja mednarodno izbranega akademskega osebja na vseh ravneh. Okrepitev povezav z raziskovalnimi ustanovami, kot Inštitut Jožef Štefan, Akademijski inštitut, na primer, ki so že uvrščene veliko više na mednarodnih lestvicah univerze, zelo koristila, vendar mora univerza pri tem paziti na način, ki bi okrepila ugled univerzi v svetu, ampak pri tem ne okrozilo vitalnosti teh posameznih partnerjev. Glede na zgoraj omenjeno bi rad, oziroma to zdaj omenjam, bi rad izrazil podporo zdajšnjih pravi univerze v novih prizadevanjih, ki so očitno nekakšen nov veter in njena okrepljena prizadevanja za uresničitev silov. Rdeča kraljica je Alici čudežni deželi dejala, da moramo teči, kakor hitro moramo, da bi ostali na mestu. In nam pa povedala, kako moramo teči, če želimo koga prehiteti. Na univerzi je jasno, da se bomo morali modernizirati hitreje, kot se nam zdi, da lahko zdaj tečemo. Hvala lepa. Čas je, da podelimo prvi častni naziv. To je naziv častni doktor Univerze v Ljubljani. Podeljujemo ga za izjemne dosežke na področju znanosti in umetnosti. Prosim rektorja Univerze v Ljubljani za svečano podelitev. Senat Univerze v Ljubljani je na seji 24. junija 2014 na predlog Komisije za podeljevanje častnih nazivov in nagrad sprejel naslednji sklep. Na predlog Medicinske fakultete v Ljubljani letos za častnega doktorja Univerze v Ljubljani proglaša sira Richarda Johna Robertsa za njegove pomembne prispevke na področju biokemije in molekularne biologije. Današnjega dogodka se Sir Roberts ni uspel udeležiti
zato mu bomo naziv izročili ob drugih priložnosti. Kljub temu pa prosim dekana Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, profesorja dr. Dušana Šukuta, za njegovo kratko predstavitev. Spoštovani gospod rektor, spoštovani zbor, profesor Richard Roberts, častni doktor Univerze v Ljubljani, je eden najuglednejših svetovnih znanstvenikov na področju biokemije in molekularne biologije. Za odkritje, kako so sestavljeni geni višjih organizmov in za odkritje načina, kako se področja brez informacije za sinteze proteina v genu izražujejo med zarašanjem genov, je leta 1993 skupaj s Philipom Allenom Sharpom prejel Nobelovo nagrado za fiziologijo in medicino. Odkritje je bilo temeljnega pomena za sodobno bioznanost, katere spoznanja se vse bolj uporabljajo v številnih dejavnostih življenja in družbe 21. stoletja, vključno življajoče se in številnih segmentih že uveljavljeno molekularno medicino. Profesor Roberts, rojen leta 1943, je doktoriral leta 1969 na Sheffieldski univerzi iz kemije rastlinskih fenolnih snovi z različnimi biološkimi učinki. Ugledna univerza je kasneje njemu na čast z njegovim imenom pomenovala svoje delo za kemijo. Upravljal je povodne naloge v stanovskih družbenih in uredniških odborih, bil gostujoči profesor na številnih univerzah in prijel ugledne nagrade in častne doktorate. Angleška kraljica Elizabeta mu je v svojem 80. rojstnem dnevu za zasluge pri razvoju znanosti podelila klinični naziv Knight Bachelor. Od leta 2005 je kot vidni znanstveni koordinator član uprave ameriške družbe New England Biolabs. Profesor Roberts ima kot član znanstvenega sveta Mednarodnega centra za genetsko inženirstvo in biotehnologijo plodne stike z biokemiki naše medicinske fakultete. Univerza v Ljubljani je počastil kot član Evropskega združenja za molekularno biologijo EPO, ko je junija 2012 obiskal medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani in kot dovoljni član nastopil na jubilejni mednarodni simpozij z molekularne medicine in biotehnologije. Komisija je sprejela tudi predlog fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, da na letošnjo podelitev povabimo že lansko leto proglašenega častnega doktorja Univerze v Ljubljani, profesorja dr. Herberta Röskija, saj ob podelitvi naziva v letu 2013 ni bil prisoten. Naziv bomo svečano izročili danes, zato prosim dekana fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, profesorja dr. Matjaža Krajnca, da predstavi častnega doktorja Herberta Röskija in mu naziv podeljujemo za izjemno znanstveno delo in raziskave na področju anorganske kemije. Spoštovani rektor, spoštovani zbor, profesor Herbert Röski, rojen leta 1935, je doktoriral leta 1963 na Göttingenski univerzi iz kemije prvorog spojin. Profesor za anorgansko kemijo je bil od leta 1971 na univerzi v Frankfurtu in od leta 1980 do 2003 na Göttingenski univerzi. Med leti 2002 in 2008 je predsedoval Akademiji znanosti v Göttingenu. Opravljal je odgovorne naloge v stanovskih združenih in uredniških odborih, bil gostujoči profesor na številnih univerzah in prejel ugledne nagrade in častne doktorate. Znanstveno delo profesorja Röskija dosega v celotni periodni sistem elementov. V bibliografiji ima čez 1000 znanstvenih člankov in 6 knjig, izjemno znanstveno produktivnost ohranja tudi v svojih 70 letih, ko je bil med leti 2009 in 2013 vsako leto avtor približno 30 znanstvenih člankov. Kemijo popularizira s knjigami eksperimentov in javnimi predavanji, v Ljubljani ga ima od Cankarjevem domu leta 2010. Profesor Röski ima številne plodne slike s slovenskimi kemiki. V izjemno stimulativnem raziskovalnem okolju v njegovem laboratoriju na Göttingenski univerzi je delalo več slovenskih doktorskih in podoktorskih raziskovalcev, med njimi 3 kasnejši učitelji na Ljubljanski univerzi. Profesor Röski je imel v svojih 5 obiskih v Sloveniji številna predavanja na Ljubljanski univerzi, inštitutih in na znanstvenih srečanjih. Quam obrem spectatissime nomine Herbert Röski declarote honoris causa doctorem Universitatis Labacensis.
Dear Magnificence, dear distinguished colleagues, it is a very great honor for me to receive an honorary degree from this prestigious university. I have a long-lasting contact with the university and the Josef Stefan Institute in Ljubljana. Already in the 1960s, Peter Bukovic joined my group in Göttingen. He was preparing sulfur-nitrogen compounds as precursors for sulfur-nitrogen conducting materials. LNG Dynamite in Philadelphia was our competitor. Shortly after our investigations in this field, I received a call from the Frankfurt University, which of course I accepted. Due to this move, we lost the competition with McDiarmid, and he received for this discovery the Nobel Prize. In 1980, I obtained a call at the Universities of Göttingen. A few years later, Ari Stepcha joined my group in Göttingen. He did excellent chemistry in titanium fluorine compounds. These compounds turned out to be very interesting precursors for the preparation of the best catalyst for styrene polymerization. From the Josef Stefan Institute, I have very good contacts to Professor Boris Schember and Professor Gaspar Tavka, which I have seen before this meeting. The latter two worked in Göttingen in the field of fluorine chemistry, a research field in my group for about 50 years. Presently, let's say I'm a retired professor, I'm active in silicon chemistry and catalysis. I changed my topic every 10 years to have new and interesting new ideas. So thank you again everyone for this great honor. I will never forget the day of this high recognition from a high-ranked University of Europe. Many thanks. Thank you, Honorary Doctor, for your words. Nadaljujemo s podelitvijo plaket pro Univerzitate Labacensi. Podeljujemo jih fizičnim in pravnim osebam, ki so s svojimi sredstvi ali delom pomembno prispevali k razvoju materialnih možnosti univerze ali k usposabljanju njenih sodelavcev. Prosim direktorja Slovenske filharmonije Damjana Damjanoviča, da prevzame plaketo. Univerze v Ljubljani plaketo Pro Univerzitate Labacensi podeljujemo družbi Telekom Slovenije. Že tradicionalno sodelovanje med družbo Telekom Slovenije in Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani se izkazuje predvsem v uvajanju novih rešitev in storitev v skupini raziskovalnih in razvojnih projektov Agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in EU projektih ter usposabljanju zaposlenih in družbe. V zadnjem času posebej izstopa sodelovanje družbe Telekom Slovenije v partnerstvu podjetij, ki so podprla nov interdisciplinarni študijski program Multimedia. Družba Telekom Slovenije pri tem nastopa kot glavni sponzor in s tem Univerzi v Ljubljani omogoča, da študentom lahko ponudi študijski program brezplačno, po
poveže študij s prakso in omogoča boljšo zaposljivost diplomantov. V družbi Telekom Slovenije svojo družbeno odgovornost izkazujejo tudi s podporo znanosti in izobraževanju. Prosim podpredsednika uprave Telekoma Slovenije, magistra Tomaža Seljaka, da prevzame plaketo. Plaketo Pro Universitate Albacense podeljujemo tudi profesorici Maruši Zorec z Fakultete za arhitekturo. Naša sodelavka, profesorica Maruša Zorec z Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani, se je takoj odzvala na vabilo oddelka za prevajalstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, da bi jim pomagala pri ureditvi kletnih prostorov, v katerih je bilo stanje nevzdržno. Profesorica Maruša Zorec je izdelala načrt obnove prostora, ki je predvidel vzpostavitev klimatizacije in zračenja prostora, pokritje stropa in uvedbo nove razsvetljave. Nudila je svetovanje in občasni nadzor nad izvedbo. Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani so bile vse spremembe izpeljane po njenih načrtih in prostor je usposobljen za pouk. Profesorica Maruša Zorec je vztrajno odklanjala vse poskuse plačila za predstavljene storitve z obrazložitvijo, da je po njenem mnenju dolžnost vsakega učitelja Univerze v Ljubljani, da svojim delom pripomore k višji kakovosti izobraževanja in da svoje delovanje ne omejuje zgolj na članico, na kateri poučuje. Na Univerzi v Ljubljani zlate plakete podeljujemo posameznikom za izjemne zasluge pri razvijanju znanstvenega, pedagoškega ali umetniškega ustvarjanja ter za krepitev ugleda Univerze v Ljubljani. To častno priznanje letos prejmejo docent Mile Kosi z Akademije za glasbo. Žal docenta Kosija danes ni več med nami, zato bo plaketo v njegovem imenu prevzel dekan Akademije za glasbo, profesor Andrej Grafenau. Plaketo prejme tudi profesor dr. Ivan Štuhec z Biotehniške fakultete. Je tudi profesor dr. Dušan Mramor z Ekonomske fakultete. Zlato plaketo prejme profesor dr. Marjan Svetličič z Fakultete za družbene vede. Profesor dr. Damjan Miklavčič z Fakultete za elektrotehniko. Tudi profesorju dr. Alešu Mrkarju z Fakultete za farmacijo. Zlato plaketo prejme tudi profesor dr. Romana Trnovšek z Fakultete za matematiko in fiziko. Zlato plaketo prejme tudi profesor dr. Stojan Petelin z Fakultete za pomorstvo in promet. Zlato plaketo pa prejme še profesor dr. Marko Bajec z Fakultete za računalništvo in informatiko. Spoštovani, pred nami je še zadnja podelitev priznanj v okviru slavnostne seje senata letošnjega leta. Podelili bomo svečane listine mladim visokošolskim učiteljem in sodelavcem za izjemne pedagoške in raziskovalne dosežke. Letos to svečano listino Univerze v Ljubljani prejmejo docent Miha Rogina z Akademije za glasbo. Docent dr. Viktor Logar z Fakultete za elektrotehniko. Docent dr. Petra Kozbek z Fakultete za farmacijo. In docent dr. Miha Ravnik z Fakultete za matematiko in fiziko.
Podelitev častnih nazivov, plakit in priznanj je za nami. In ne dvomim, da bodo danes spomini večni in